Danes smo se tukaj na Brdu pri Kranju zbrali politični in strokovni voditelji, ki jim je zaupano, da uspešno čim prej v zadovoljstvo vseh zaključijo zdravstveno krizo. Imamo različne vloge in različne odgovornosti, ampak usoda nas je v tem zahtevnem času posadila v isti prostor in nam naložila, da kljub tem razlikam ali prav zaradi njih skupaj poskušamo najti najboljše odgovore na vprašanja, ki jih pred nas zastavlja ta kriza. Zaradi tega smo se odločili, da to nalogo nadaljujemo skupaj. Če ne prej, se bomo znova sestali čez en mesec. Razumemo, da se po enem letu še vedno skupaj z drugim ostalim svetom učimo o tem, kateri ukrep, kdaj in kako je najbolj uspešen, najbolj koristen za zdravje in za okrevanje družbe in države v tej krizi in po njej. Razumemo, da se je potrebno razmeram prilagajati. Koristilo nam bo, da se o posamičnih ukrepih, zlasti če bodo pomembnejši, tudi posvetujemo. Za konec, preden povabim ministra za zdravje in vodjo strokovne svetovalne skupine k besedi, bi vam rekel naslednje. Zrelost slovenske politike je v teh razmerah mogoče ocenjevati po tem, kako se je in koliko se je sposobna osredotočiti na najpomembnejše vprašanje tega časa. In to je premagovanje zdravstvene krize in okrevanje po njej. Seveda, so tudi druga vprašanja, ki jih ta situacija ne mora povsem dati z dnevnega reda. Vendar pa je osredotočanje na epidemijo, na zdravje ljudi in okrevanje družbe in države tisto, kar nas v tej situaciji še posebej povezuje. Razumevanje, da smo skupaj močnejši, je zdaj bistvenega pomena. Naj zaključim s tem, da sem včeraj obiskal 10. regionalni štab civilne zaščite in da sem povsod, od prvega v Postojni do včerajšnjega v Brežicah, lahko slišal eno in isto ugotovitev. Močni smo, solidarni smo, ker smo skupaj. To je na regionalni ravni. Na državni ravni ne more biti nič drugače. Skupaj smo v različnih vlogah, imamo različne odgovornosti. Tudi ta posvet, kot je bilo na koncu poudarjeno, ne nadomešča nobene vloge in odgovornosti institucij, demokratičnih institucij v tej družbi, vendar pa pripomore k temu, da se bolje razumemo v težavnih vlogah, ki so nam namenjene, da si pomagamo, da iščemo skupaj rešitve. Ni še konec, čeprav je luč na koncu tunela in mislim, da je prevladalo spoznanje, da je za vse dobro, če skupaj iščemo rešitve in to toliko bolj takrat, ko se zdi, da imamo na rešitve različne poglede. Zdaj pa vabim ministra in vodjo strokovne skupine. Prosim, gospod Doberjeva, minister. Dober dan, lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Izkoristim naj priložnost in naj se najprej zahvalim predsedniku države, gospodu Pahorju, za organizacijo današnjega dogodka, ki je podal različna mnenja političnih strank, pa vendar je bil pogovor ves čas konstruktiven in je težil k enemu cilju, se pravi k čim boljšemu obvladovanju
epidemije. Tako je danes politika dobila odgovor, da ni absolutnega mnenja stroke, ja, je pa enotno mnenje različnih strok znotraj ene svetovalne skupine. Pogovarjali smo se o tretjem valu, ki nam lahko grozi, kajti številne države v okolici, nenazadnje kar 17 evropskih držav ima te dni pomembno slabše rezultate oziroma več okuženih prebivalcev s koronavirusom kot v preteklem tednu. Vsi skupaj se zavedamo, da je mejnik oziroma meje, ki nam narekujejo obvladovanje oziroma spopadanje z epidemijo, kapacitete zdravstva, predvsem kapacitete bolnišnic, zato bodo naši ukrepi temeljili na obremenjenosti oziroma zasedenosti bolnišnic. Ta trenutek veste, da imamo v slovenskih bolnišnicah 440-450 pacientov s covidno boleznijo in v primeru tretjega vala to pomeni, da ne štartamo z nič, štartamo 450. Zato enostavno razmišljanje o sproščanju ukrepov enostavno ni možno. Tudi včeraj na konferenci ministrov Evropske unije za zdravje so številne države ravno iz prej povedanega, da je situacija v večini držav slabša, zadržani do sproščanja. Pa vendar, vse skupaj mora temeljiti na strategiji, zato smo si enotni v predlogu, da je treba zasledovati strategijo cepljenja, ki je bila predstavljena že lansko leto. Le tako so vsi prebivalci seznanjeni z našimi načrti in vedenje o tem, kaj te čaka in pripravljenost na eventualne zaostrovanje je seveda tisto, kar odvrača dvome, dodatne skrbi in seveda nerazumevanje odločitev. Stroka je danes pozvala politiko, da v boju proti epidemiji stopi enotno, poenoteno in da v primeru slabšanja oziroma težjih situacij morda skupaj zavzame stališče, ki ga bodo seveda potem takem lahko razumeli prebivalci v širšem krogu in tudi vsebinsko verjamem, da povsem drugače. Dogovorili smo se in to pozdravljam in sem izredno vesel, da bi se dobivali na takih srečanjih enkrat mesečno. V primeru pomembnega zaostrovanja epidemiološke situacije pa seveda na pobudo predsednika države, predsednika vlade ali ministra za zdravje ali kogarkoli od prisotnih tudi pogosteje. Še enkrat hvala danes predsedniku za organizacijo tega dogodka. Hvala vsem poslancem in vsem navzočim, ki so s konstruktivnim dialogom pokazali, da lahko skupaj, ne glede na razburkanost političnega morja, dosežemo in se pogovarjamo za isto mizo. In seveda hvala strokovni skupini, ki je, bom rekel, brez dlake na jeziku povedala politiki in vsem navzočim tisto, kar si misli o stanju epidemije in o eventualnih ukrepih v tretjem valu. Hvala. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Tudi jaz sem kot vodja svetovalne skupine zelo vesela današnjega srečanja. Vemo, da epidemija ima svojo pot, svoja pravila in je neodvisna od politične volje in tega, kdo je vodilni, kdo je v opoziciji. Tako da sem vesela, da smo se na tem srečanju lahko odkrito pogovorili o stvareh, ki so problematične, ki bodo problematične.
Vemo, da epidemiološka situacija v Sloveniji je takšna, kot je omenil že gospod minister, se pravi, nismo še iz tega, da bi lahko rekli, da smo na varni strani, tudi razmere v okolici so problematične, tako da sodelovanje stroke in politike je v tem trenutku še toliko bolj pomembno, ker gre tukaj za vprašanja ne samo zdravstva, gre tudi za druge strukture v državi, ki so ravno tako pomembne za funkcioniranje. In glede na to, da smo v svetovalni skupini pretežno strokovnjaki iz zdravstva, seveda potrebujemo usmeritve oziroma ideje, vprašanja, pobude tudi iz drugih panog, ki so pomembne za funkcioniranje države. Le na ta način in z dialogom bomo potem lahko našli ravnotežje, ki bo seveda še vedno zagotavljalo vzdržnost zdravstvenega sistema, hkrati pa tudi delovanje ostalega dela države. Vesela sem, da smo lahko neposredno pojasnili politikom, kakšne ideje ima svetovalna skupina, kje vidimo težave, kje vidimo svoje mesto in kje vidimo prihodnje težave oziroma česa se bomo morali v naslednjih dneh, tednih še dodatno lotevati. Seveda se tudi znotraj strokovne skupine vedno ne ujemamo povsem. Namen naših sestankov je v tem, da je konec sestanka neko skupno mnenje, ki ga lahko vsi sprejmemo, vsak ima seveda pravico do svojega pogleda, do svojega izražanja, ampak bistvo je ne moje mnenje, ne mnenje posameznika, ampak mnenje skupine, ki bo pomagalo, da bo epidemija se čim prej končala in da bomo dosegli to, da bo zdravstveni sistem funkcioniral ne samo za bolnike s covidom, ampak tudi za tiste, ki nimajo covida in potrebujejo dostop do zdravstvenih storitev. Hvala lepa. Torej, najprej za dr. Logarjevo, kako, ne, bom najprej za gospoda ministra, ker sem si tule napisala. Gospod minister, kako boste zasledovali strategijo cepljenja? Danes smo dobili namreč podatek, da je v starostni skupini med 65 in 69 leti precepljen manjši odstotek ljudi kot v skupini med 35 in 39. Ja, hvala za vprašanje. Seveda smo bili v zadnjem času soočeni številnimi izzivi in seveda vprašanje na področju pravilnega izvajanja strategije cepljenja. Seveda pa podatki o tem sami po sebi, katera starostna skupina je v kakšnem obsegu cepljenja, še ne dajo končnih odgovorov, kajti treba je pogledati, zakaj je določena skupina cepljena, ker je to delovno aktivno zdravstveni delavci, študentje, ki delajo z pacienti in tako naprej. Zagotovo pa je bilo že v preteklosti upozorjeno, da je bilo nekaj odklonov in seveda v primeru odklonov sem že večkrat opozoril, da zato imamo inšpektorat, na katerega apeliram, da se odda ustrezne prijave in da se seveda take stvari sankcionira. Kar se tiče samega precepljenosti, lahko ugotovimo sicer, da je Slovenija po številu cepljenih v vrhu evropskega povprečja oziroma v zgornji tretjini in seveda hkrati lahko ugotovimo, da imamo v povprečju precepljenih približno 4,5% prebivalstva dvakrat, okoli 8% pa enkrat in znotraj starostne skupine, če greš gledati starejše od 85 ali pa od starejše od 75, dobiš zanimive podatke, več moških kot ženskih in tako naprej, pa tudi v ostalih skupinah je več žensk kot moških. Seveda je to ali poklicna skupina, taka kot je zdravstvo, kjer imamo zaposlenih 81% žensk in samo 19% moških, ali pa starostna skupina, kjer je življenjska doba seveda žensk daljša in zato v starostnih skupinah logično z tem deležem prevladuje pač ta skupina. Tako da te primerjave so zanimive, je pa treba jih kar se da pravilno tudi razlagati. Hvala.
sprašuje oziroma prosi, če lahko karkoli poveste o tem, kaj bo danes strokovna skupina predlagala vladi, katero ukrepe. Pravzaprav danes kakšnih zelo specifičnih ukrepov pravzaprav zaenkrat ne bomo predlagali. Epidemiološka situacija trenutno ne dopušča dodatnega sproščanja, tako da predlagamo, da ostanejo ukrepi naprej v veljavi, da se nadaljuje šolanje v obliki, kot je. Ocenili bomo še dodatno epidemiološko situacijo v posameznih regijah in se glede na to potem še posvetovali, če je možno kakšni izmed regij sprostiti katerega izmed ukrepov. Pozdrav, Katarina Golob, RTV Slovenija. Danes predvsej odmeva to, da se je Slovenija lani odrekla naročilo dodatnih odmerkov cepiva proizvajalcev Moderna in BioNTech Pfizer, saj da je računala na AstraZeneca. Zanima me, to je vprašanje za oba, kdo je tako odločil, zakaj je tako odločil, kaj to pomeni in kaj odgovarjate opoziciji, ki že rožlja z ustavno tožbo. Hvala za vprašanje. Seveda v lanskem letu je Evropska komisija sprejela strategijo cepljenja v Evropski skupnosti. Hkrati je pričela pogajanja za dobavo cepiv s 6 ponudniki oziroma proizvajalci. Dejstvo je, da seveda je Slovenija skladno z informacijami, ki so bile, kandidirala za cepiva, ki so, bom rekel, največ obetala oziroma so bile tehnološko najdlje oziroma najbližje temu, da pridejo do prebivalcev. In hkrati je seveda to pomenilo, da bodo ta cepiva prva. Zgodilo se je seveda nekoliko obratno, da AstraZeneca ni prišla z obljubljenim količinam ob koncu leta oziroma začetku tega leta do prebivalcev Evrope, hkrati pa seveda takoj, ko je bilo to opaženo, je bilo strani Ministrstva za zdravje takrat potem narejena intervencija in seveda zaprošanje za vse razpoložljive količine cepiva. Dejstvo je, da cepiva za Slovenijo je naročenega dovolj. Ja. Je pa res, da ta trenutek dobave zaostajajo in tukaj seveda predvsem AstraZeneca, zato ta trenutek je ta zadrega vezano na ustrezne količine in pa ustrezno razdeljevanje. Slovenija je po tej intervenciji, ko je zaprosila začetku leta oziroma konec ali začetek leta za te dodatne količine že dobila potrditev in ima podpisano pogodbo za dodatnih 912 tisoč odmerkov cepiva Pfizer. Čaka še za potrditev dodatnih 400 tisoč, to še čakamo in hkrati mislim, da za dodatnih 300 tisoč Moderne. S tem, bom rekel, s to intervencijo se dejansko novelira ta, bom rekel, odločitev, ki je bila tekom lanskega leta, da se sledi predvsem AstraZeneca, ki je bila tehnološko na prvem mestu in naj bi v najkrajšem času v zadostnih količinah prišla med prebivalce oziroma do prebivalcev, tako da še enkrat, cepiva je naročenega dovolj, ta trenutek je ključna dobava, distribucija in ustrezno izvajanje cepljenja na nivoju države. Toliko, hvala. Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Kot so verjetno že povedali sogovorniki pred mano, je bil sestanek koristen, zato je tudi trajal dlje časa. V bistvu se je nekako dogajanje, ki je običajno za srede popoldan v tem kongresnem centru, preslikalo v dopoldanski čas oziroma v opoldanski čas. Zdaj, predstavitve, razprave, reševanje strokovnih dilem, kakršne smo bili danes deležni, pač predstavniki vseh ali pa tistih parlamentarnih strank, ki smo se tega sestanka udeležili, smo običajno deležni tisti iz vlade, ki pač
vsako sredo popoldan obravnavamo COVID situacijo in razmere v Sloveniji, v Evropi, po svetu in potem v skladu z običajno prakso, pa tudi odločbo Ustavnega sodišča, podaljšujemo ali spreminjamo preventivne COVID ukrepe. Tako da tudi tisti, ki niso del vladne koalicije, so dobili nekaj občutka o tem, s kakšnimi dilemami se pač vlada vsako sredo srečuje v teh mesecih epidemije. Zdaj, glede na to, da se številke okužb večajo, je bil tudi dogovor, da se pred morebitno potrebno naslednjo zaostritvijo ukrepov podoben sestanek ponovno organizira oziroma da se, če tega upajmo ne bo, dobimo vsak mesec, dokler epidemija traja in pač izmenjamo informacije. Toliko, če je kako vprašanje. Gospod premier, predsednik države je prej dejal, da je bil ta sestanek, tako kot ste sami dejali, tudi koristen, da je prišlo do nekega dogovora, da boste bolj sodelovali, ne, tako politika kot stroka. Pa me zanima, kako gledate na to, da danes tukaj predstavnikov dveh opozicijskih strank, LMŠ in Levice, ni. Torej, se obžalujem, da jih ni, ne. Če bili tukaj in bi poslušali te informacije, bi govorili manj neumnosti, kot smo slišali, da so jih. Še kako vprašanje, prosim. Se lahko le jaz? Urška Šestan, POP TV. Gospod premier, če lahko še vas vprašamo, torej, kaj se je jeseni dogajalo na Ministrstvu za zdravje, zakaj v drugem krogu nismo naročili Pfizerjevega cepiva. Minister Gantar je dejal, da je o tem odločila komisija, da ne ve, kdo so bili njeni člani, da sam ni bil obveščen o možnosti dodatnega naročila, kako je to mogoče, da ni vedel in v katero kvoto sodi teh milijon odmerkov, o katerem ste vi napisali na Twitterju. V povezavi s tem je tudi opozicija napovedala ustavno obtožbo. Kako to komentirate? Hvala lepa. Tudi te dileme, glede na vprašanje, ki so bila danes tukaj, smo pač pojasnjevali in pač obžalujem, da tistih, ki ni bilo, pač da tisti se niso mogli seznaniti z dejstvi. Je pa, mislim, da to vprašanje ni prvič na dnevnem redu, je bilo že enkrat v zadnjih mesecih in situacija je naslednja, ne. V večini lanskega leta je pač veljalo, da bo podjetje AstraZeneca tisto, ki bo prvo proizvedlo in registriralo cepivo, da bo to prvo cepivo, ki bo odobreno. In to so bile tudi prve pogodbe s tem podjetjem, je Evropska komisija tudi sklepala prve pogodbe in na podlagi tega so se tudi države članice Evropske unije seveda odločale predvsem za to cepivo. Potem je prišlo do zapletov pri mislim, da v tretji fazi testiranja in prvo cepivo, ki je bilo odobreno, je bilo cepivo BioNTech Pfizer. Zdaj, ta odobritev je nekako sovpadala z decembrskim zasedanjem Evropskega sveta, oziroma takrat je bilo to najavljeno, pa tudi z to menjavo oziroma z odstopom ministra Gantarja in začasnim opravljanjem funkcije ministra za zdravje z moje strani. Zdaj, mislim, da je bila moja prva reakcija, ko sem prevzel to ministrstvo, naročilo vsem pristojnim na ministrstvu, da kjerkoli bo možno, kjerkoli, kadarkoli in za kakršnokoli ceno bo možno naročiti dodatne količine cepiva, da to naredimo, ne glede na to, ali je to AstraZeneca, Pfizer ali katerokoli drugo cepivo. In od takrat naprej je ministrstvo temu sledilo. Do takrat pa je bila ne samo v Sloveniji, ampak tudi v mnogih drugih državah favorizirana AstraZeneca in tega problema in sploh teh vprašanj danes ne bi bilo, če bi tudi to podjetje cepivo dobavljalo v skladu z pogodbo, ne. Žal ga ne dobavlja in zaradi tega so tiste države, ki so naročile
proporcionalno več cepiva AstraZeneca, zdaj po precepljenosti daleč zadaj. In imamo sliko, saj mislim, da je bila večkrat pokazana, je tudi objavljena, kjer vidimo neko povprečje v Evropski uniji tam okrog 10%, potem smo države, ki smo krepko nad tem, in so države, ki so, ne vem, na 3–4%, predvsem tiste države, ki so v svoj nacionalni portfelj naročila cepiv naročala predvsem AstraZeneca. Zdaj mi smo v decembru, ko se je postopek začel in mislim, da je končal v začetku januarja, zdaj naročili ne milijon, kolikor smo dobili, ampak smo konkurirali za najvišjo možno količino dodatnega cepiva AstraZeneca. Ta iniciativa, da Evropska unija naroči 100 milijonov dodatnih cepiv, je prišla s strani nemškega ministra za zdravje Spahna. Sem govoril z njim po telefonu in konkurirali smo za toliko, kolikor lahko dobimo, in dobili smo skoraj milijon dodatnih doz. Potem smo še enkrat konkurirali in to je potrjeno. In ker smo to tudi dobivali kasneje, že v prvem kvartalu, je danes Slovenija po precepljenosti nad evropskim povprečjem. In smo s tem nadomestili izpade, ki smo jih vsi imeli, ki smo naročili tudi AstraZeneca. Potem smo konkurirali še dodatno za dodatne količine, takoj, ko je bilo možno, in smo dobili odobreno nekaj manj kot pol milijona doz Pfizerja, vendar ta pogodba še ni formalizirana oziroma podpisana, vsaj do včeraj se to ni zgodilo, je pa to več ali manj zanesljiva stvar, ker to odsek dobavitelja je to podjetje, ki se je edino držalo rokov in tudi dobav. Torej še enkrat, nobena članica Evropske unije ni naročila premalo cepiv, tudi Slovenija ne, naročili smo preko 7 milijonov cepiv za 2 milijona prebivalcev, niso pa vsa takšna, kjer sta potrebni 2 dozi. Problem, ki ga rešujemo v zadnjih dneh, je nastal zato, ker pač še posebej eno od teh podjetij ne dobavlja količin, kot bi jih moralo, in kot se očitno kaže, zato ne trpi nobenih sankcij. In to je ključno vprašanje, ki ga zdaj skušamo razrešiti na evropski ravni. Kako je možno, da neko podjetje dobavlja več kot pol manj, kot pa se je zavezalo v pogodbi, pa se nič ne zgodi, se pravi, ni nobenih posledic in ni nobenih sankcij. Za ta čas, dokler se ta zaplet ne razreši, lahko vam tudi povem kasneje, kakšna je moja razlaga, zakaj je do tega prišlo, ampak za ta čas, dokler se to ne razreši, ne bo se razrešilo seveda v nekaj dneh in tednih, smo predlagali tako imenovani korektivni mehanizem, na podlagi katerega bo Evropska komisija od tistih podjetij, kjer bo možno, zagotovila dodatne količine cepiva, ki jih bo distribuirala tistim državam članicam, ki so prizadete zaradi nedobav cepiva AstraZeneca. Zdaj, včeraj ponoči sem dobil sporočilo od predsednice Evropske komisije, da je prva takšna dobava realizirana. Zjutraj smo imeli videokonferenco s predsednikom Evropskega sveta, kjer smo izvršili dodaten pritisk na Evropsko komisijo po dodatnih količinah, pa tudi po dopolnitvi pogodbe za AstraZeneca. Zdaj prvič, jaz osebno, pa tudi številni moji kolegi po Evropi, terjamo, da se te pogodbe javno objavijo. Da je konec špekulacij, kaj v pogodbah dejansko piše, in da se ugotovi, zakaj AstraZeneca ne dobavlja toliko cepiv in zato, kot se je obvezala po pogodbi, in zato ne trpi nobenih sankcij. Zdaj so informacije, da je pač pogodba slaba. Da je pogodba slaba in da je podjetje izkorišča, in to zaradi
komercialnega razloga. V pogodbi z Evropsko komisijo je cena ene doze cepiva AstraZeneca približno 2 evra. Na trgu izven Evropske unije se to cepivo prodaja bistveno dražje. Ravno prej so me kolegi iz Češke obvestili, da so dobili komercialno ponudbo za Prago za pol milijona cepiva AstraZeneca pa 13 evrov po dozi. Se pravi po več kot 6-kratni ceni. Zdaj, če je pogodba res slaba, naj bo zato moral nekdo odgovarjati. Zaradi situacije, kakršna pa je, pa ne vem, predlagamo, da se sklene še dodatna, tudi če je za to potrebno plačati višjo ceno. Ker cena cepiva, zdaj, če gre za nekaj evrov, višjo ceno, je še vedno v seštevku manjša cena, kot pa ukrepi, ki jih je treba sprejemati, posledice, ki jih vsi čutimo zaradi omejitev in nenazadnje posledice, ki so drastične v bolnišnicah in ko gre za umrle. In teh posledic pač ni možno popraviti. To je ta situacija. Zdaj, včeraj, ko sem bil na Dunaju s to skupino predsednikov vlad, kjer smo analizirali položaj in pač vršili pritisk in tudi izdelali predloge, sem bil tudi vprašan, zakaj sem jaz tam, glede na to, da je Slovenija daleč nad povprečjem, po precepljenosti in po dobavah, z kolegi iz držav, ki so daleč spodaj, zaradi teh nedobav AstraZeneca. Zdaj, moj odgovor je bil, da si ne predstavljam situacije v Evropi, junija letos, če bo takrat polovica evropskih držav doseglo 70% precepljenost, druga polovica pa 30 ali pa 40%, polovica Evrope bo opravila z epidemijo, bodo ljudje normalno živeli, v ostalem delu Evrope pa bo situacija še vedno huda, mogoče še hujša, kot je bila doslej, zaradi teh novih variant virusa. In to je resna politična kriza za Evropo. In kot veste, Slovenija prevzema vodenje Sveta Evropske unije v drugi polovici leta in mi se s tem ne želimo ukvarjati, želimo v optimističnem vzdušju graditi okrevanje po epidemiji, zato na ta problem opozarjamo zdaj, ko je pač še rešljiv. In po vseh teh dogajanjih, saj verjetno ste spremljali novinarsko konferenco predsednice Evropske komisije, se stvari premikajo. Predlagali smo tudi sklep Evropskega sveta za zasedanje naslednji teden, v katerem se bo ta najvišji politični organ Evropske unije zavezal, da bo do začetka poletja Evropska unija zagotovila dovolj cepiva za 70% precepljenost vseh odraslih Evropejcev. Se pravi, ponovno kot obvezen sklep nekaj, kar je bilo kot politična odločitev sprejeto sicer že decembra, pa je potem predvsem zaradi nespoštovanja pogodbe ali pa zaradi slabe pogodbe podjetje, s katerim so bile najprej pogodbe podpisane, podjetje, v katerega se je vlagalo v razvoj cepiva, se je vlagal evropski denar, zdaj pa se pač cepiva ne dobavljajo v skladu z pogodbenimi količinami in očitno za to nihče ne odgovarja. Toliko na kratko, tako da zdaj glede na to debato, pa ustavno obtožbo pa to, jaz to zelo težko zdaj krivim prejšnjega ministra za zdravje, gospoda Gantarja, zaradi teh naročil cepiva, ki ga danes ni, ali pa to komisijo, ker je to bilo v jesenskem času na nek način logično. Morali bi verjetno hitreje reagirati takrat, ko je bilo jasno, da so zapleti z tem cepivom, ni pa bilo še takrat jasno, kjer bo prvo odobreno, ampak to sovpada z umetno povzročeno politično krizo v Sloveniji, z rušenjem koalicije, z odstopom ene stranke iz koalicije in tudi z odstopom ministra.
verjetno se najbrž v časih, ko je hodil na svete Desusa, ni mogel ukvarjati z cepljenjem. Še kako vprašanje? Na kratko še, če bilo prav razumeti, bodo torej zdaj predlogi opozicije upoštevani pri sprejemanju ukrepov. Ne vem, zakaj je bilo to kratko vprašanje, ker namen tega sestanka je bil, da vsi tisti, ki smo predstavniki vladne koalicije, kot tisti, ki zastopajo, rekel, nevladni del parlamentarnega spektra, svetovalno skupino, ki svetuje Ministrstvu za zdravje in posredno tudi vladi, vprašajo karkoli, da ta predstavi situacijo, prognozo za naprej in to se je pač dogajalo. Obžalujem samo, da skoraj četrtine parlamentarnega spektra danes tukaj ni bilo, ni seznanjen z temi številkami in pač se bo potem prek vas ali pa preko medijev razčiščevalo določene zadeve, za kar bi tukaj porabili bistveno manj časa. Zdaj, če bi od prvega sestanka Sveta za nacionalno varnost, ker so bili vsi kolegi iz opozicije na začetku epidemije povabljeni, so vrata vladne koalicije za sodelovanje pri boju z epidemijo odprte. In dolgo časa je trajalo, da smo to vsaj potem s pomočjo predsednika države doživeli, da se je to povabilo ali pa ta poziv k sodelovanju vsaj na pol realiziral. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, za nami je koristen sestanek. Zdaj, zdravje ljudi je naša skupna odgovornost. Za nikogar ni opravičila, ni izgovora, da ne sodeluje pri obvladovanju epidemije. Mi se lahko kregamo, si ne zaupamo, ampak vseeno moramo rešitve danes v epidemiji iskati skupaj. Jaz sem danes na sestanku izpostavila kar nekaj izzivov oziroma tudi stvari, ki so bile storjene v preteklosti in dala nekaj predlogov. Zdi se mi ključno prvo sporočiti, da v Sloveniji še vedno ni enotnosti glede strategije oziroma precepljenosti ljudi. Še vedno imamo ponekod starostnike, ki niso cepljeni, imamo bolnike s kroničnimi boleznimi, ki niso cepljeni, in ponekod so cepljeni mladi. Torej ni enotnosti v družbi in pričakujem, da bo vlada vse storila, da bodo ljudje čim prej in povsod cepljeni. Jasno je, da je cepivo tisti glavni verjetno odrešitelj, da izstopimo iz te epidemije. In predsedniku vlade sem tudi postavila vprašanje, ali se je Slovenija morda zakalkulirala decembra in nismo izkoristili vse priložnosti za dobave cepiva, kar se govori te dni. Nisem dobila jasnega odgovora, zato bomo Socialni demokrati jutri tudi vložili v Državnem zboru zahtevo za izredno sejo odbora za zdravje, da dobimo pojasnila, kaj se dejansko dogaja in da bomo tudi zdaj v pripravah na morebitni tretji val epidemije bolje pripravljeni. Prav tako se mi zdi ključno, da bi vzpostavili neko skupno vstopno točko in res zagotovili precepljenost čimprej vsega prebivalstva. Danes je bila pravzaprav prva priložnost se pogovarjati s celotno strokovno skupino, pravzaprav po letu dni, odkar imamo epidemijo, kar ni prav. Ni prav, da se politični vrh, tudi opozicija, ni mogla do danes pogovarjati s strokovno skupino in zelo jasno sem povedala, da ta sestava strokovne skupine ni ustrezna, pričakovala bi vsaj polovico epidemiologov v njej in da jo epidemiolog tudi vodi, pa da so njihove odločitve seveda javnosti vedno dostopne. Ko gre za ukrepe, dovolj je represije.
Ljudje so prestrašeni, ko govorimo o dolgi policijski uri, ko govorimo o visokih kazni za mladoletnike, ki se mirno zbirajo in želijo zgolj iti nazaj v šolo, ko čutimo, da je na nas neka policijska država in ta represija, če predolgo traja oziroma ukrepi, ki predolgo trajajo, dobijo ravno kontraučinek. Zato sem si želela jasnih odgovorov tudi glede tega, kateri ukrepi so bili ustrezni in kateri ne. Pričakujemo v nadaljevanju še sestanke s strokovno skupino, še več odgovorov, predvsem pa, da sodelujemo, ker gre za naš skupni izziv. Naša želja je res in odgovornost politike, da obvladamo epidemijo v državi in da bodo ljudje se počutili predvsem varne. V tem oziru, zakaj konec represije, potrebujemo predvsem neko pomirjujočo, pozitivno komunikacijo, da bodo tudi mladi spoznali, zakaj se je potrebno cepiti, da bomo znali se zavarovati takrat, ko bo to potrebno, predvsem pa, da bomo izčrpanemu osebju znali tudi zagotoviti, da bo vzdržen naš zdravstveni sistem. To je tisto naše ključno sporočilo in naša ključna odgovornost politike. Ja, lep pozdrav, Katarina Golob, RTV Slovenija. Zanima me, ali boste Socialni demokrati podprli ustavno obtožbo, ki jo napovedujejo v LMŠ-ju, in glede na to, da je zdravstveni minister pred vami povedal, da razmišljanje o sproščanju ukrepov ni možno, me zanima, kakšen odgovor ste dobili na to, kot ste dejali, ste opozorili, dovolj je represije. Hvala. Še enkrat, jaz sem postavila vprašanja zelo jasna, kaj se dogaja z dobavo cepiv. Tudi Evropa tu vsega ni oddelala, kot bi morala, in so bili zapleti. Upam, da bomo jutri dobili spodbudno novico glede AstraZenece, ampak še enkrat, zdi se mi predvsem, da Socialni demokrati tu dobimo jasne odgovore in tudi politika kot taka. Danes jih na vprašanje predsedniku vlade in strokovni skupini nisem dobila, zato bomo jutri vložili sklic izredne seje odbora za zdravje, kjer bomo lahko dobili odgovore tudi na to, kaj se dogaja s cepivi in s precepljenostjo v naši državi. Glede ustavne presoje pa jo bomo preučili, ampak o tem za zdaj še ne morem napovedovati odločitve. Ko pa me sprašujete o koncu represije, pa danes po skoraj 2 urah in pol sestanka je govorila samo v imenu strokovne skupine dr. Logarjeva, ki je dolgo pojasnjevala odgovor. Zgledalo je že, da se bo sestanek končal in sem zato postavila vprašanje, da me žalosti, če ne bo nihče drug spregovoril od strokovne skupine, in potem so se začeli nastopi ostalih predstavnikov strokovne skupine, ki so vsak na svoj način seveda pojasnjevali, kot vidijo zadeve. Jasno je, da tudi strokovna skupina nima enotnega pogleda in da bomo morali kakšne odgovore za nazaj še iskati. So pa moja sporočila tu jasna. Vsaka represija, vsaki ukrepi, ki so dolgotrajni, ki omejujejo ljudi, vsak zelo grob in nesorazmeren lockdown bo ljudi peljal v nasprotno nezaželeno situacijo. To je, kar smo videli v preteklosti, da ukrepov ne bodo spoštovali in potem nismo zavarovali se pred morebitnim novim izbruhom še večjega vala okuženih. Hvala lepa. Dober dan, pozdravljeni vsi skupaj. Danes sem na sestanku, ki ga je organiziral predsednik Pahor, pozval še enkrat, tako kot že nekajkrat v zadnjih mesecih, vse, ki smo bili na tem sestanku, da kljub vsem težavam, ki jih imamo med sabo, naredimo en korak naprej, da najdemo nek modus sodelovanja za to, da bi se s to
zdravstveno krizo lažje in bolje spopadli. Še enkrat sem povedal, da si želim, da ne bi razdirali, ampak da bi sodelovali. To ne pomeni, da bi zakopali bojne sekire, pomeni pa, da bi vsaj na tem segmentu morali združiti vse svoje potencijale za to, da bi to zdravstveno krizo lažje premagali. Dotaknil sem se našega prizadevanja kot vlade in ministrstva za to, da ustvarimo pogoje, da gospodarstvo preživi. Ugotavljam, da smo to z 8 protikoronskimi paketi naredili dosti uspešno v tem kontekstu, da imamo ohranjeno industrijsko proizvodnjo, da imamo pač vse možnosti, da se po covidu naše gospodarstvo maksimalno hitro pobere. So pa težave na področju storitvenih dejavnosti, kjer pač smo nekatere panoge v celoti zaprli. Znotraj tega pogleda, kako naprej, ugotavljamo, da smo bili v relativno dolgem, ne popolnoma trdem lockdownu, takem, ki ni tako hud kot v drugih državah, ampak kljub vsemu, in da bi pričakoval po vsem tem, kar smo počeli, da bi imeli boljšo zdravstveno situacijo. Ugotavljam to, kar sem tudi že večkrat povedal, da je ta kriza poleg zdravstvene in ekonomske tudi psihološka kriza in da če bomo hoteli pač zadeve pripeljati na nek način bolj uspešno naprej, da bomo morali iti v smeri povsod tam, kjer se bo dalo sproščati sproščanja dejavnosti, seveda pa ob spoštovanju strogem ukrepov, ki smo jih predpisali na eni strani in pa tudi sankcioniranja tistih, ki se tega ne držijo. Ne verjamem, da lahko z nekim zaostrovanjem pač pripeljemo to zgodbo uspešno naprej, zato ker mislim, da moramo eni in drugi prepričati naše sodržavljane, da je to problem, ki se ga moramo lotiti skupaj in ga kot takega tudi premagati. Zdaj verjamem, da so pred nami na nek način kritični trenutki, zadeve se lomijo, upam, da bomo uspeli na nek način vsaj omejiti širjenje tretjega vala in z nekim uravnoteženim delovanjem med temi zdravstvenimi zahtevami, na drugi strani pa med potrebami gospodarstva, pripeljati to zadevo nekje do poletja v situacijo, ko bomo vsemi ukrepi in pa tudi s cepljenjem ustvarili pogoje, da se začne obnova našega gospodarstva. Verjamem, da bomo dosti bolj uspešni, če bomo uspeli najti tisti minimalni modus sodelovanja med pozicijo in opozicijo na drugi strani. Hvala. Tadeja Vrtovec, STA. V duhu tega, kar ste nazadnje povedali, kako gledate na to, da vsaj dve parlamentarni stranki danes niste bili tu prisotni in kakšen je vaš odziv na napoved gospoda Šarca za ustavno obtožbo, vložitev predloga za ustavno obtožbo predsednika vlade? Hvala. Jaz obžalujem, da ti dve stranki nista prišli danes na ta posvet, na koncu koncev nihče ni nikogar prepričeval. Jaz moram reči, da pozdravljam pobudo predsednika, ker smo imeli danes na nek način možnost izmenjati stališča, na eni strani strokovna skupina, na drugi strani opozicija in na tretji strani pozicija, če tako hočete. In mislim, da smo vsaj na nekaterih točkah, ne bom rekel zbližali stališča, ampak ugotovili, da bo treba nekatere stvari pa le narediti z roko v roki. Aha, druga zadeva, zdaj sem pač od vas dobil to vest, jaz vem, da je strani vlade naročenih dovolj cepiv pri vseh dobaviteljih ali pa proizvajalcih, če hočete, ki so pač ta cepiva takrat dala na razpolago. Ja, RTV, mene zanima samo še tole, kako je s terasami gostinskih lokalov, kdaj si lahko tudi drugi gostinci po državi obetajo sproščanje? Danes je sreda, ko vlada ponavadi o tem odloča.
Danes bomo pregledali trende, če sem čisto odkrit, lahko rečem, da smo jih že preanalizirali na našem ministrstvu, ugotavljamo, da so tako ali drugače bolj ali manj rumene 3 regije. Mi mislimo, da je treba s tem trendom odpiranja nadaljevati. Seveda bomo stališča izmenjali še enkrat z svetovalno skupino in pa mislim, da je prišel čas, da začnemo na nek način razmišljati tudi o omejenem odpiranju nočitvenih kapacitet. Ko to rečem, pač mislim na področja, kjer je to možno, na drugi strani pa še enkrat ponavljam omejenost tega obsega odpiranja, zato ker verjamem, da smo s tem korakom, ko smo odprli terase v 2 regijah in to odpiranje ali pa samo delovanje poteka pod kontroliranimi pogoji, s spoštovanjem vseh udeležencev, dokazali, da se da tudi na tem področju narediti en korak v smeri odpiranja, brez tega ali pa ne, da bi prišlo do poslabšanja zdravstvene situacije. Vse to, kar se dogaja, vidimo v teh 2 regijah, da se ni in se ne zaradi odprtja teras. Boste torej to danes predlagali na vladi in katera je ta 3. regija? Ne bom ničesar prejudiciral, danes bomo to tematiko temeljito prediskutirali, najprej ob analizi situacije na tem področju v vseh 4 sosednjih državah, Italiji, Avstriji, na Madžarskem in na Hrvaškem. Pregledali bomo številke, njihovo stanje in pa stanje odprtosti storitvenih dejavnosti, če tako rečem. Hvala. Dober dan, lepo pozdravljeni. Danes se je na Brdu sestal konstruktivni del slovenske politike in postavila se je jasna ločnica, kdo v tej Sloveniji misli dobro, kdo želi prispevati svoje znanje in energijo za to, da COVID krizo premagamo in kdo želi še naprej politizirati, metati polena pod noge. Mislim, da je bila današnja diskusija izjemno koristna, da je tudi opozicija videla, na kakšen način razmišlja slovenska zdravstvena stroka, da tisto, kar počne vlada, je v soglasju s stroko in da tukaj ni neke diskrepance, kakršna se je morda ustvarja vtis, da obstaja in da dejansko je. Danes smo se dogovorili tudi, da bomo s temi srečanji nadaljevali in na takšen način krepili skupna prizadevanja za to, da se ukrepi spoštujejo, da so sorazmerni in da bomo to korona krizo čim prej premagali. Seveda. Najprej ste pravi, rekli ste, da je bil sestanek koristen. Bo zdaj, če je bilo prav razumeti, vladna koalicija upoštevala predloge opozicije pri sprejemanju ukrepov? Govorimo tudi o tem sodelovanju na ta način. Vladna koalicija bo upoštevala predloge stroke. Morda vprašanje, 2 stranki, ki ste jih kritizirali, ki se nista danes udeležili sestanka, Levica in LMŠ. V čem je zdaj problem te kritike, ker verjetno sklicatelj je bil predsednik države, to je ena stvar. Drugo vprašanje pa je, prvak LMŠ-ja Šarec napoveduje ustavno obtožbo predsednika vlade zaradi nabave cepiv. Kako vi gledate na to, kaj je bilo s temi nabavami po vašem vedenju? V politiki smo različni, smo se pa dolžni med seboj pogovarjati. In le, če sedimo za isto mizo, lahko dosežemo tudi neke rezultate in je Slovenija lahko uspešna in hitreje izide iz te korona krize.
Jaz imam lahko številne zamere do mojih koalicijskih partnerjev, do strank v opoziciji, sem se pa dolžen z njimi pogovarjati v korist državljank in državljanov Republike Slovenije. In to je bilo edino moje pričakovanje, da kljub temu, da smo različni, smo se dolžni med seboj pogovarjati zaradi odgovornosti, ki imamo do ljudi in do države. V zvezi z to napovedano ustavno obtožbo zaradi nabave cepiva, po mojih podatkih je Slovenija nabavila 7 milijonov doz cepiva. Ni problem, da bi Slovenija nabavila premajhne količine cepiva. Problem je v tem, da to cepivo ni dostavljeno, ni dobavljeno. Iz tega izhaja bistven del problema. In tukaj ni stvar vlade, tukaj je stvar pogodbenega odnosa med Evropsko komisijo in pa proizvajalci, farmacevtskimi organizacijami oziroma podjetji. Tako da ta ustavna obtožba, jaz ne vem, čemu služi, služi nadaljnjemu razdvajanju, nadaljnji delitvi, dejansko pa problem ni v tem, kjer se ga hoče nakazati v ustavni obtožbi, ker ni problem, da bi Slovenija naročila premajhno količino cepiv. Poudarjam, po mojih zadnjih podatkih smo naročili 7 milijonov doz cepiva, ker je več kot dovolj za Slovenijo. Problem nastaja v tem, ker to cepivo, ki je bilo naročeno, ni dobavljeno. Ostanite zdravi, pazite na sebe, srečno. Lep dober dan vsem skupaj. Današnje srečanje je bilo v bistvu bolj politično kot strokovno. Jaz moram povedati, da moje strokovna vprašanja kot magister farmacije niso dobila odgovorov, ampak je bilo vse nekako splošno, nekonkretno in bomo videli, kaj se bo dogajalo. Edino, kjer bi se lahko strinjal, je to, da se bomo dobili še enkrat, pa mogoče potem kasneje še enkrat, glede na situacijo, kakršna pač bo. In o tem, kaj se bo dogajalo, ali se bo država zapirala ali ne, se bo pa odločala vlada v dogovoru z to skupino strokovno, ki pa bo seveda pred vsakim takim večjim posegom bila tukaj na našem sestanku in nam bo to zadevo pojasnila. Kakšna vprašanja? Ja, mogoče na napoved gospoda Šarca za ustavno obtožbo predsednika vlade zaradi zapletov pri nabavi v drugem krogu cepiv. Jaz mislim, da kar se tiče te ustavne obtožbe, ko jo bom videl, ko jo bom prebral, jo bom pa komentiral. Lep pozdrav vsem skupaj, še v imenu stranke SAB. Kot veste, je naša predsednica bolniško odsotna zaradi zloma noge, vodja poslanske pa zaradi testiranja včeraj preventivno ostala doma in čaka na izvid, če je slučajno pozitivno. Tako da so se današnjega srečanja udeležila jaz kot generalni sekretar in namestnik vodje gospod Andrej Rajh. Kot veste, smo v stranki SAB predsedniku Republike v prejšnjem tednu napisali pismo, kaj pričakujemo od tega sestanka, in sicer, da bodo na samem sestanku prisotni strokovnjaki, ki bodo odgovarjali na konkretna vprašanja, kaj je v drugem valu tudi šlo narobe, zato da teh napak ne ponavljamo v tretjem valu. Če samo ponovim, v drugem valu smo v Sloveniji imeli tretjo največjo število umrlih na milijon prebivalcev, najdalje zaprte šole v Evropi in 50% smrtnost med starejšimi v DSO-jih, med upokojenci. Zato smo od tega sestanka predvsem pričakovali, da bo strokovna skupina lahko brez kakih zadržkov spregovorila o ukrepih, ki so bili tekom drugega vala sprejeti in kateri od teh ukrepov so bili dobri in kateri slabi. Nažalost, moram povedati, da na nobenega od konkretnih vprašanj nismo dobili odgovorov,
Dobili smo zelo splošne odgovore, kako se te ukrepi zajezijo in na kakšen način jih bo stroka nagovarjala tudi v prihodnje. Če vam povem samo 3 ključna vprašanja, ki smo jih postavili in so dejansko za nas ključna, zato smo se tudi pogovarjali za zaprtimi vrati, kjer lahko spregovorimo o vsem, ne z zadržkom zaradi medijev ali drugih PR govorov. Vprašanja, ki smo jih v SAB-u izpostavili, so bila, kaj je stroka predlagala in vlada ni upoštevala, kaj je vlada sprejela in uveljavila mimo priporočil stroke. Se pravi, če povzamem, katere stvari so bile dobre in katere slabe, zato da v 3. valu slabe ukrepe izpustimo in uveljavimo praktično samo tiste, ki so dajali rezultate. In jaz razumem strokovno skupino in smo se jim tudi v imenu stranke SAB zahvalili, da so po najboljših močeh pomagali in dajali informacije vladi in vsem. Jih pa razumem, da ko so imenovani strani vlade oziroma strani koalicije, jih ne moremo iz opozicije in koalicije jemati v neko presečišče in da bodo oni povedali, kateri ukrepi vlade so bili slabi in kateri dobri. Tako da njih razumem, vseeno pa pričakujemo od vlade, da bo pod ta 2. val potegnila črto in sama ugotovila, katere stvari so bile slabe in katere dobre. Tako da na žalost lahko ugotovim, da dejansko odgovorov, ki smo jih pričakovali, nismo dobili. Kakšna vprašanja? Ja, jaz bi imela eno vprašanje. Prvak LMŠ-ja napoveduje ustavno obtožbo predsednika vlade zaradi zapletov v zvezi z dobavami, skratka cepiv Pfizer, češ da smo jih nabavili premalo. Kaj boste naredili v SAB-u? Jaz sem za to informacijo izvedel po sestanku in iskreno sem v imenu predsednice tukaj ne bi želel prejudicirati. Vsekakor bomo to proučili in v prihodnjih dneh oziroma mogoče že jutri odgovorili, kako in kaj. Zdaj pa res ne bi rad, niti ne poznam vsebine, niti ne bi rad prevzemal te odgovornosti oziroma odločitev, ki jih kot generalni sekretar ne morem. Ste dobili danes na tem sestanku kakšno obljubo ali pa zagotovilo, da se bodo tudi predlogi opozicije upoštevali pri sprejemanju vladnih ukrepov? Ne, predvsem sem pa dobil občutek, da vsaj na strokovni skupini je želja, da bi več informacij z njihove strani neposredno prišlo do opozicije, da bi opozicija razumela, zakaj določene stvari predlagajo. Nismo pa dobili nobenih drugih zagotovil. Vrtovec, ste dodatno k ustavni obtožbi ne želite še komentirati, ampak ali ste danes dobili kakšno pojasnilo zadovoljivo glede teh zapletov pri nabavi cepiv v 2. krogu? Ja, predsednik je pojasnil te stvari, je tudi povedal, kako je potekala sama nabava. Je pa res, da se je tudi sam pri nabavi cepiv obregnil ob nabavo Evropske unije in ob slabe pogodbe, ki jih imajo z AstraZeneco, na drugi strani pa ni želel odgovarjati na napake, ki so bile storjene v 2. valu, tudi pri nabavi cepiv. To je tista stvar, ki sem jo že povedal od začetka, se pravi, treba je ugotoviti, kaj je šlo narobe, da smo 3. na svetu po smrtih na milijon prebivalcev, da smo imeli najdlje zaprte šole, da smo obljubljali, da se bojo šole zapirale zadnje in odpirale prve, vmes vemo, da so se odpirali trgovski centri in tako dalje. Tako da teh podatkov žal nismo dobili. Še kdo? Hvala.